Dober dan. Dober dan. Zopet je ponedeljek in zopet midva kramljava. Tokrat v zgornjem nadstropju. Tako, tokrat Na podstrešju. sva se spravila v zgornje nadstropje in tokrat sva rekla, da se bova lotila ene teme povezane s hujšanjem. Tako je. Ampak ne samo hujšanje telesa, ampak sva rekla, kaj če bi razmislila, ker sva v zgornjem nadstropju, o dvigu osebne kvalitete, torej o hujšanju ega. To se mi zdi pomembna tema, govorim iz lastnega izkustva, kajti jaz sem sanjal moj ego. V dopisovanju z Manco Košir, Darovi minevanja, sem to tudi opisal. Čeprav sem mislil, da imam svoj ego že dokaj ukročen oziroma zmanjšan, sem sanjal grozne sanje in v tistih sanjah sem videl ogromnega medveda, podivjano zver, 3-krat večjo od mene približno, če ne še več, ki je grozila, da bo pobila mene in tiste, ki so stali za mano. Kdo so bili, ne vem, ker pač ni bilo možnosti, da se ozrem, ker sem samo prestrašen ozrl v tistega medveda. In v nekem hipu sem videl, da mi je bil dan v roke meč. Ampak ta meč je bil kot mala bucika proti podivjani zveri in sem mislil, kako bom zdaj s tem mečem premagal to zverino. In potem sem videl, da je meč gibljiv. Jeklen je bil na držalu in konici, vmes je bil pa gibljiv. In sem v hipu uvidel, da bo nekdo, pisano z veliko začetnico, usmerjal konico tega meča tako, da bo zanj usodno, za zverino usodno. In bitke se ne spominjam, spominjam se trenutka, ko sem ozavestil, da sem živ in ob tem je prišla misel, torej je medved premagan. In sem takoj pomislil, jaz, junak, premagal strašno zverino, ne? Nisem mislil, ne, da je tisti nekdo z veliko začetnico usmeril konico tega meča, ampak Mejdo ni bil mrtev, zverina ni bila mrtva, kot en pijanček je slonel tam na zidu in to je imel razparan kožuh kot raztrgan pelc mantel, odpet pelc mantel. Potem sem se zbudil in seveda pomislil najprej jaz, zmagovalec, premagujem zlo, ne. Zjutraj, ko sem se pa potem zares zbudil, ne, pa sem ugotovil, da sem sanjal moj veliki ego, ne. Tisti Karli, ki je bil tam z mečem, je moj resnični jaz, ne. Tisti, ki sem ga gledal zverina, pa je še vedno moj veliki ego. In v sanjah sporočilo, ne svojo močjo, ne, ampak nekdo bo usmerjal, da boš lahko premagal svoj ego in se vrnil k samemu sebi. Potem sem o tem veliko razmišljal, ne. Mi mislimo, ja, moram zavreči ego, ne da se ga zavreči, ne. Kdaj se žabica napihne, ne? Takrat, ko je ogrožena. Kdaj smo se mi napihnili iz svoje resničnosti v neko narejenost, v neko mogoče celo samopašnost, ne vem, v neko izstopanje. Takrat, ko smo bili premalo objeti in sprejeti v svoji resničnosti, ne? In kaj nas lahko vrača k nam samim? Objetost, sprejetost, ne? Zato je v postnem času poudarek za tiste, ki imajo prebujen odnos z Bogom, ne? Izpostavite se svetemu, naj vas svetli, naj vas ta ljubezen objame in povrne k vam k samim. Samo sprejeti se sprejemajo v svoji resničnosti. Samo ljubljeni se vzljubijo v svoji resničnosti, ostali igramo pričakovanja, ne? In ta ljubezen, ki nas vrača k nam samim, je zelo pomembna. Omenil sem v odnosu do Boga, seveda tudi v naših medsebojnih odnosih, ne? Ko te nekdo zazna in vzljubi v tvoji resničnosti in ti pomaga, da se iz narejenosti, iz sprenevedanja vračaš nazaj domov, k samemu sebi, ne. To je pot, to je poslanstvo in morda bova v prihodnje odprla še kakšno smer razmišljanja, o katerem bomo razkrila, kako drug drugemu pomagamo, kako se sprejemamo, ne. Ker takrat, ko imamo ego, nismo prijetni, smo lahko celo odvračni. Kako se zmoremo objeti, kakšne pristope naj imamo, da bo ta ljubezen dejansko vračanje k naši pristnosti, k naši iskrenosti,
k temu, po čemer pravzaprav vsi hrepenimo. Ker veliko dela nas čaka. Ja, in priložnosti. In priložnosti. Ja, se to je največja priložnost. Ne? Ni bolj zanimive uganke, ni bolj zanimivega poglavja, kot sem jaz sam sebi. Ne? Ker vsak izmed nas je neizmerna priložnost. Ne? Je pa pomembno, da se imamo radi v svoji resničnosti. Ne? Da se ne zavračamo. Tudi jaz, ne, sem vam povedal, verjetno nima nihče izmed vas tak napuhlega ega kot jaz, ne, sem vam povedal to zgodbo, da se ne bi ustrašili sebe v svoji resničnosti. Ker ko pogledaš to, ne, kar si, za vsem, kar si, ne, se izraža tvoja zgodba. In mnogokrat sam zdaj razbiram, recimo, ob tem, kar bi rad premagal, od česar bi se lahko ločil, da v vsakem takem sprenevedanju, narejanju je dejansko dediščina iz moje preteklosti, ker nisem bil objet, sprejet v tem, kar bi moral biti. Ker sem se moral narediti, da sem izpolnil pričakovanja in da sem dobil kljukico. Premalo pa je bilo tistih, ki so me videli v moji osebni resničnosti, ki so me dejansko potrdili, kot večkrat razmišljamo, v osebni odličnosti in objeli v nemoči. Ampak redki so nas objeli v nemoči, ne? In mi smo se morali narediti, da smo dobili petko, da smo dobili priznanje, da smo dobri, da smo pridni v to, kar nismo. In smo bili takrat strašno sami. Posni čas nas želi vrniti k nam samim, k naši osebni resničnosti. In ko bom se vrnil sam k sebi, bom lažje tudi sprejemal druge v njihovi zgodbi življenja. Ne kot dokončano zgodbo, ne kot dovršeno, ampak zgodbo v dogajanju. Mi smo zgodba v dogajanju. In to, kar posni čas želi, pa je, da bi se zdaj dogodilo, da bi se vrnili nazaj k osebni žlahtnosti. Zato pa rabimo osebo ljubezni. In tukaj bova morala zastaviti še kakšno misel v tej smeri, da bi znali, da bi zmogli drug drugega prebujati v ljubezni k temu, kar smo, v iskrenem odnosu. In preden se posloviva za danes? Zgodba. 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 Pa naj bo tista, ko reče župnik, recimo, da je župnik, reče otrokom pri veruku: no, otroci, zdaj mi pa narišite angela. Vsak naj nariše angela. In Jurček nariše angela s 3 krili. Župnik se ustavi ob njegovi risbici pa reče: Jurček, kje si pa že ti videl angela s 3 krili? Pa ga Jurček pogleda pa reče: a ti si ga že videl z 2? En angelski pozdrav, ne? En angelski pozdrav s Konjskega vrha. Ja, tako srečno. Srečno.